Referendum bo, kot so danes občinski svetniki sprejeli. Ves čas ste opozarjali na dodatne stroške, ki bodo nastali v zvezi z referendumom. Danes ste pojasnili, da bodo nastali ne glede na to, da boste verjetno ujeli datum evropskih volitev. Ja, mi smo naredili vse, da ujamemo datum evropskih volitev. Seveda to zmanjša mogoče v enem delu stroške, ampak jih ne odpravi. Stroški bodo. In stroški po naših izračunih, tudi po teh cenikih, ki smo jih danes sprejeli, kar moramo po zakonu plačati, so približno 18.500 evrov. Če temu prištejemo še v postopku tem 3 seje občinskega sveta izredne, ki so morali biti, in to je približno 10.000 evrov, bo strošek tega tam nekje okoli 28.000 evrov v celoti, ko bo referendum končan. Po oceni občine bo strošek vendarle manjši, kot pa da bi referendum ločeno od evropske volitev se izvedel? Jaz mislim, da bo vendarle nekoliko manjši, ne pa bistveno manjši. Ker to, kar si eni predstavljajo, da je možno kar pritakniti en list papirja k evropskim volitvam, pač ne gre. To sta 2 ranga volitev. To se bo zgodilo isti dan, prostori bodo enaki, ampak seveda morajo biti ločene volilni organi, tak zakon veleva in tako mora biti. Tako da stroški bodo nekaj nižji, bili bi še višji, če ne bi, in zato seveda, kar zadeva občino in župana, smo naredili vse, da ujamemo evropske volitve in naredili smo resnično maksimalno, tako da praktično nimamo, glede na zakonska določila, ki so, nobenega dneva, ki ni zapolnjen z nekimi opravili, tako da ujamemo pač na rok evropskih volitev. Zato tudi rebalans, odkot bodo sredstva 18.500 evrov? Ja, ko smo mi delali proračun za letošnje leto, seveda nismo vedeli, da bomo potrebovali dodatno ta denar in zato moramo iz neke druge postavke vzeti. Mi bomo, tako je odločil občinski svet, vzeli iz postavke gradnje križišča Babičeva-Ptujska, kjer ugotavljamo, da najbrž letošnje leto ne bi tega denarja porabili, glede na to, da ni v državnem proračunu, ampak gre v bistvu za nov strošek, ki ga moramo pač, drugače bi ta denar prerazporedili na kakšno drugo dejavnost znotraj občine. Kar je najpomembnejše danes, je to, da je občinski svet končno odločil o razpisu referenduma, je bil tudi obvezan, da o vprašanju, v kateri se večina krajano ne strinja, odločamo na referendumu. Druga pomembna, ki je zelo pomembna, je ta, da je občinski svet in župan v preteklosti sprejemali nepravilne odločitve, ki so celo nezakonite, in če se te odločitve ne bi sprejemale, danes referenduma ne bi bilo potrebe do razpisa referenduma. Odlok, ki opredeljuje lastništvo zemljišča v gozdu kot stavbna, je nezakonit in nepravilen in zaradi tega je potrebno danes o tem odločati na referendumu. Vkolikor te nepravilnosti in nezakonitosti ne bi bilo, odločanje referenduma ne bi bilo potrebno. Žal pa je tako, da je župan občinski svet so čakali na zadnji hip, zadnji trenutek, sedaj ko so obvezano sklicuje in se na stroške sklicujejo. Stroški ni nujno, da bi sploh nastali, če bi sprejemali zakonite odločitve v občinskem svetu. Pomembno se nam pa zdi to, da lahko odločamo in da lahko skupno voljo krajani odločimo, da voz ostane. In mi verjamemo v uspeh in da bo večina krajanov glasovala proti na referenduma, ker glas proti pomeni glas proti sečni in glas za ohranitev Medloškega gozda.